In jaz mislim, da odločitev Državnega sveta na veto kaže na pomankanje razumevanja, da med nami so ljudje, ki neznosno trpijo, so na podlagi svoje racionalne odločitve javno pozvali že pred približno 8 leti najprej Državni zbor naj to pravico uredi. In mislim, da če smo sposobni ignorirati te posameznike, ki živijo med nami, da je to zelo nehumano, da je nesočutno in da preprosto nimamo te pravice, da rečemo ne. In še ena varovalka, ni mogoče uveljavljati pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni. Kdo smo mi, da bomo odločali o drugih, in kdo so drugi, da bodo odločali o nas? Predstavljamo si, da smo sami v tej situaciji. Jaz si ne predstavljam, da meni nekdo določa, da nečesa ne morem v taki grozni situaciji udejaniti samo zato, ker ima tako vrednostno prepričanje in mi z neke, bom rekla, pokroviteljske drže to onemogoča. Kaj bomo mi kot družba imeli od tega, da ta človek še mesece ali pa dneve ali pa tedne takole razpada in tako trpi neznosno? Zakaj? A bomo mi potem boljša družba? V Novi Sloveniji ves čas poudarjamo, da kot družba ne moremo določiti, dokdaj je življenje še vredno živeti. S tem zakonom bomo mi zdaj določili. Zakaj ljudje trpijo? Ljudje v glavnem trpijo zaradi razsudka zdravstvenega sistema. To so povedali vaši gostje na seji matičnega delovnega odbora. Da ne pridejo pravočasno do specialista, ki bi jim postavil diagnozo, da morajo za to celo plačati. Da so osamljeni. Osamljenost je problem. Poskušali smo reševati z zakonom o psihoterapiji, ampak koalicija tukaj ni naredila koraka naprej. Intervju Nine Weber Jakič. Mlade, nekoč perspektivne novinarke, ki je žal prometna nesreča jo postavila v čist en drug položaj. Povedala je, kaj in na kakšen način je trpela, grozno trpela, in da je zadovoljna, da je ostala na tem svetu in si ustvarila družino in ima otroka. To so zgledi. Asistiran samomor kot pravno in moralno sprejemljivo rešitev trpljenja je zavrženo dejanje in vi ga boste izvedeli. Spoštovana poslanka, zdaj pa takole. Že večkrat in to ves čas trajno počnete, da navajate primere, ki sploh zveze nimajo s tem. Ali smo dovolj sočutna družba, da razumemo, da je vendarle življenje naše lastno in da družba ne more biti pokroviteljska in biti nad našo osebno integriteto. In to, kar vi navajate kot primer, je popolnoma neprimeren primer, ker sploh nima zveze s tem zakonom. Ljudje v terminalni fazi, ki umirajo. Ponedeljek sem bila na Onkološkem inštitutu. Veste, koliko sem jih videla? In veste, kaj nimajo? Nimajo osnovne oskrbe. Nimajo, da bi prišli na paliativni oddelek. Nimajo možnosti, da bi v istem dnevu prejeli terapijo in ga treba pripeljati drug dan. Ne mi govoriti, ko mi to namenjeno. Pol je namenjeno vsem nam rakavim bolnikom. Ljudje nimajo osnovne zdravstvene oskrbe in so tam prepuščeni sami sebi. Ljudje imajo osnovno oskrbo in še posebej na Onkološkem inštitutu in to seveda ni niti slučajno namenjeno nobenemu bolniku. To je namenjeno izključno ljudem, ki bojo to mogli sami želeti. In ravno zato, ker smo razmišljali po referendumu tudi o takem strašenju, kot se ga greste zdaj vi, smo v zakon dodatno vnesli pol stavka, da mora biti to neznosno trpljenje, da mora to potrditi tudi zdravnik. Ne boste vi v imenu ideologije ali pa družba v imenu ne vem česa odločala namesto mene o mojem življenju, kajti to je moje življenje. Eno samo in sem avtonomna pri tem. Lejte, se nisem jaz niti sama o tem odločila. Tukaj imamo tudi zdravniško zbornico in medicinsko etiko. Medicinska etika seveda je zavezana k temu, da tudi etično o tem odloča in oni omenjenemu zakonu nasprotujejo. In vi ste povozili tudi, bom rekla, ta del. Vi tako, bom rekla, lepo v celofan zavijate pravico ali pa samo dejanje prostovoljne pomoči pri samomoru, kar lahko rečem, da je to asistiran samomor, ne kot neko pravno in moralno sprejemljivo rešitev trpljenja. Da jim pa jemlješ to možnost avtonomne odločitve posameznika in se dvigaš v imenu ideologiji in ne vem česa nad voljo posameznikov, prosite, to pa presega vse meje. To je pa anticivilizacijsko. Mi nikogar ne prisiljujemo, da bo mogel se za kaj odločiti.
ga pa prisiljujete vsi nasprotniki, da te možnosti ne bo imel. To pa je prisila, ki jo imamo že zdaj. Če pa res ne gre več, je pa tle eno upanje, da ne boš trpel. Samo to je. Jaz bi samo rad opozoril, da kdo od prisotnih vidi konec današnjega odbora. Namreč imamo dve strani, ki nenehno, non-stop ponavljata eno in isto stvar in vsi razumemo, zakaj gre. Ena stran je za, druga je proti. In se ne moreta prepričati in nočeta prepričati. Vsaka stran hoče imeti zadnjo besedo. Kdo bo imel zadnjo besedo? Iva Dimic ali Sukič? Ja, torej, jaz protestiram proti zapravljanju časa, ne vidim smisla več v tej debati, ker je postala popolnoma brezplodna. Popolnoma brezplodna. A se da ukrepati? Nisem toliko seznanjen z poslovnikom. Hvala za vaše mnenje, to sicer ni proceduralni predlog. Spoštovani kolega, gledajte, tukaj smo zato, da odgovarjamo na te provokacije in pač ni prav, da ne bi argumentov javno povedali v eter, če so tukaj pač taki nemogoči protiargumenti. Slišijo, ne? In meni je zelo žal, kolega, če se vam slučajno kam mudi, ampak te stvari je treba razčistiti. Prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu mnenja. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je ustrezen. Od 11 navzočih poslancev je za predlagano mnenje glasovalo 10, en je bil proti, ugotavljam, da je mnenje sprejeto. Da ne omenjam, da se Državnemu svetu zdi čisto v redu, če to pomoč terminalno bolni poiščejo v tujini, in to se naj celo plača iz javne zdravstvene blagajne, ker tam je očitno smrt drugačna, kot če bi to storili tu. Hvala lepa. V stališču poslanske skupine je popolnoma neprimerno, da se napada Državni svet, ki je drugi dom slovenskega parlamenta, kot ne vem, kje izraze je uporabila, in to nespoštljivo do prisotnih predstavnikov Državnega sveta, ki so tukaj verodostojno predstavili stališče, ko je bil zavrnilni veto z dvotretjinsko večino sprejet pri tej zakonodaji. Jaz mislim, predsednica, da če tu ne ukrepate, smo res izgubili vsako parlamentarno disciplino in dostojnost. Ja, ne vem, kaj bi pravzaprav rekla. Jaz sama imam tudi mnenje o teh vetih Državnega sveta, tako da se kar težko zdaj na to odzovem. Zdaj pa boste vi s svojim postopkovnem, predvidevam, odgovorili, da bomo dobili bolj čisto sliko. Izvolite. Ne, ni namen postopkovnega, da dobimo bolj čisto sliko, ampak očitno se je gospod Cigler Kralj prepoznal v nekih navedbah, čeprav jih Nataša ni imensko ali pa pokazala, ampak to je bistvo demokracije, stališča, različna stališča do tega, kakšna je vloga Državnega sveta. V Levici zagovarjamo, da bi ga morali ukiniti, ali pa do konkretnega vprašanja, o katerem se danes pogovarjamo. Tako da jaz bi predvsem, glede na to, da smo bili na točki predstavitve poslanskih stališč, opozoril tudi gospoda Cigler Kralja, da se pač ne polemizira z stališči. Jaz dovolim, da se malo tudi pogovorimo, ne, preko postopkovnih, čeprav niso zdaj bile to postopkovne, pa dobro, pustimo zdaj. Smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ja, seveda, vi ste se malo čutili napadenega zaradi tega, oziroma ste se čutili, da morate nekaj povedati, ker je bil omenjen Državni svet in pač nekako mnenje o njihovih vetih, potem ste dobili odgovor in to niso bili postopkovni, ne. Ampak zdaj gremo pa na ponovno odločanje o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. 61 poslank in poslancev navzočih, za jih je glasovalo 50, proti pa 10 in ugotavljam, da je zakon sprejet.